Mario, živi. Zdravo, pozdravljeni. Govoriva o feel good živilih, o fit živilih in danes zdaj pravzaprav nas boš presenetil z izbiro nečesa, kar vsi zelo dobro poznamo in to ne povezujemo z feel good ali pa fit živilom. To je stara dobra kava. Res je, ja. O kavi velja toliko, res, ko se pogovarjamo o kavi, pa ni zdrava, pa tisto, pa tretje, pa ne smemo preveč kave. Ja, seveda, česarkoli preveč ne more biti v redu. Če mi zlorabljamo kave iz avtomata, da lažje preživimo dan, to ne bo v redu. Ampak če govorimo pa o pravi kavi, skodelici prave, tuše kave, brez sladkorja, brez raznih čud, ki jih dodajamo v to kavo, potem pa kava lahko super feel good živilo. Pravo bogatstvo antioksidantov nam lahko ponudi konkretno recimo klorogenična kislina in kafeična kislina, ki sta prisotni v skodelici kave, sta po antioksidativni moči celo močnejši od epigalokatehina, ki je na voljo v zelenem čaju. Sami veste, da je zeleni čaj zdrav ravno zaradi teh polifenolov in antioksidantov, ki jih vsebuje. In predvsem ta epigalokatehin galat je v zelenem čaju tako popularen. Kafeična in klorogenična kislina v kavi sta vsaj tako močna antioksidanta, ampak ravno zaradi te vsebnosti kofeina, ki pa je v kavi, potem rečemo, ja, kava vsebuje kofein, pa ni zdrava. Res pozabite na to. Veliko študij potrjuje dejstvo, da ljudje, ki uživajo v skodelici kave na dan, ki imajo kofein, ki je naravno prisoten v hrani, živijo dlje, živijo srečnejše življenje in privoščite si malo sreče tudi vi. Koliko kave ti priporočaš in kdaj priporočaš kavo? Tvoje stališče do pač uživanja kave? Ja, definitivno ne bi zdaj spil pol litra kave, preden grem zvečer spat, ni smiselno. Skodelico kave zjutraj oziroma tekom dneva bo še v redu, ampak tam kot splošno navodilo tam po 3-4 uri popoldne, ko telo nekako se skoraj malo umirja že in prehajamo v večerne ure, bi omejil kofeinska živila. To je neko tako splošno navodilo. Ne bi zlorabljal živila samo zato, da lahko ostanem dlje časa buden. Ampak kot neko obredno pitje, da spijem skodelico kave zjutraj z nekom oziroma tekom dneva, to pa vsekakor. Koliko skodelic pa priporočaš oziroma odsvetuješ? Katero količino odsvetuješ? Skodelica 2 na dan bo v redu, več kot 3, 4, 5, to pa sigurno potem ne. Se pravi, zlorabljanje kave v tem smislu, da lahko naredim stvari, ki jih sicer ne bi, kot nek stimulans, potem raje ne. Kot pa neko sredstvo užitka, pa ja, a se razumemo, ne? Se pravi, sredstvo užitka uživamo v skodelici kave, skodelici ali 2 na dan, v redu. Stimulans, zloraba, zopet ne ravno najbolje. Kaj sem želel še recimo tu povedati? Ja, preden gremo trenirati, pred vadbo recimo zjutraj, ali zjutraj, če gremo trenirati, ali pa tekom dneva, je skodelica kave pred vadbo, pred treningom, sigurno nam da malo zagona, pospeši našo termogenezo, malo nas segreje in pospeši porabo maščob za energijo, se pravi tudi zelo priporočljiv trenutek, kdaj spiti skodelico kave. Kako ti vidiš razliko med ekološko kavo in konvencionalno? Velika razlika je, to pri nas v našem centru vedno izpostavimo. Kavo imamo se vedno radi in jo priporočimo uživati, ampak ravno kot si rekel, Terence, pod pogojem, da je ekološka. Kava je na žalost na seznamu najbolj s pesticidi obdelanimi živili. Najbolj je nekako, mislim, da so nekaj študij dokazali, da je preko 22 različnih ostankov pesticidov, ne vzemite mi točno na besedo, ampak okoli 20 pa sigurno različnih pesticidov, da je v skodelici kave konvencionalne pridelave in to morda ni ravno najboljša stvar, da uživamo vsak dan. Če me razumete, včasih smo tako trdi v naših prepričanjih, da ne želimo pojesti jagode, ki ni ekološka, zato ker ima Bog ne daje nekaj pesticidov, ampak tiste jagode jemo ne vem kolikokrat na leto, parkrat, ko so v sezoni. Kavo pijemo pa vsak dan, celo leto, Se pravi, vidite, da morda bo to bistveno bolj smiselno, da si izberemo nek neoporečen vir te kave, morda iz ekološke pridelave, morda celo fair trade. Glejte, recimo tukaj bomo pokazali eno kavo, ki je v kalčku, meni sicer zelo ljuba in tudi zelo ugodna. Tole je fair trade znak, ki ga je Terence prej želel pokazati. To pomeni, da je veriga, po kateri je ta kava prišla v to trgovino, pravična. Da so pravično poplačeni delavci, da so pravično poplačeni ljudje, ki so nam to kavo dali. Druga stvar, kava ekološkega porekla, se pravi, da ni obdelana z raznimi pesticidi in skladiščnimi pesticidi in ostalimi škodljivimi zadevami, ki jih potem v svojo skodelico vlijamo, ampak da je dejansko neoporečna in taka kava je res prava stvar za izbiro.
Kar se tiče cene, mislite si morda, da je to potem bistveno dražje kot pa navadna kava popularnega proizvajalca, pa ni res, ne. Cene so popolnoma konkurenčne in to potrjujemo tudi recimo tukaj konkretno, da pol kilograma te mlete kave stane dobrih 6 evrov oziroma slabih 7 evrov, kar v bistvu je kar relativno sprejemljivo, ne. Tako da jaz sam uporabljam tole kavo, vem, da je po okusu zelo prijetna in poskusite, morda vam bo všeč. Tukaj je še ena kava, ki jo pač mnogi uporabljajo tudi v bistvu se uporablja tudi za namen kristiranja in ima izjemne lastnosti tale kava. Tale. No, evo, to pa Terence malo bolje poznam, če je on priporoča, sem prepričan, da mora biti tudi v redu. Izjemno svežega okusa, nikoli kisla.